in to, da prihajam iz oddelka za informacijske rešitve z dislocirane enote na Leskoškovi in da smo znotraj tega projekta naredili prevod mednarodne klasifikacije tema in o tem bom danes govoril. Ena kratka predstavitev ene izmed aktivnosti znotraj tega projekta, nehvaležna zadnja predstavitev, tako da bomo preskočili nepomembnosti, ampak vseeno ne morem mimo tega, da gre za prevod ene klasifikacije znotraj enega večjega projekta in ta projekt, to si boste pa kar sami prebrali, je v bistvu del projekta e-kultura, financiranega iz načrta za okrevanje in odpornost in z Ministrstva za kulturo. NUK je tukaj eden izmed nosilcev te e-kulture na področju e-knjiga, drugi so Moderna galerija, Slovenski gledališki inštitut in Slovenski filmski center. Projekt se uradno zaključuje s 1. avgustom. S 1. avgustom, v bistvu 1. avgusta bomo mi imeli delujočo novo platformo portala za založnike, ki je znotraj tega projekta, se pravi e-knjiga, je nekaj teh aktivnosti. Ena največjih je pa v bistvu nadgradnja oziroma razvoj novega portala za založnike. Zdaj, druge aktivnosti ne bi zdaj tukaj našteval, pa tudi večkrat smo že govorili o tem, kar počnemo znotraj projekta e-knjige. Jaz pa pričakujem, predvidevam, da bo v bistvu še veliko več govora o tem, enkrat, ko bomo mi dali ta portal v produkcijo in bo potem lažje tudi razlagati, kaj smo vse znotraj tega projekta naredili, ker bomo imeli v bistvu v uporabi delujoči novi portal. Tukaj se bom vrnil nazaj, se pravi znotraj projekta e-knjiga razvijamo portal za založnike. Portal za založnike združuje nekaj obstoječih postopkov in portalov, ki že obstajajo. Eden od teh je trenutni portal za založnike, ki je namenjen zahtevkom za CIP elektronskih publikacij. V novem portalu bodo tudi ostali zahtevki za CIP šli skozi aplikacijo, skozi ta portal. Hkrati se bo pa povezalo tudi z obveznim izvodom spletnih publikacij, za katere danes obstaja ena starejših NUK-ovskih aplikacij, ki rečemo Svarog. Znotraj novega portala, se pravi, bo vso gradivo šlo skozi ta portal, se pravi predvsem slikovno, glasbeno, pa tudi drugo gradivo, ki že pridobi pred tem CIP, se pravi, bo išlo v bistvu po enem postopku od zahtevka do CIP do oddajanja obveznega izvoda. Zdaj, ko smo mi lani v bistvu začeli nekako s tem projektom, ko smo pridobili to vabilo, da oddamo projektno nalogo in smo se na prvem srečanju z založniki dobili tukaj na Leskoškovi. Prvo, v bistvu, kar so oni imeli za povedati, je bilo, da tako, kot smo si mi zastavili, to v bistvu gre za še en izmed portalov, na katerem bojo založniki in drugi v tej verigi, predvsem založniki, imeli neke naloge za opravljati, nobenih nekih koristi, razen mogoče tega, da dobijo ISBN številko. Že na tem prvem sestanku je v bistvu bilo vprašano, kaj bi si pa v bistvu oni želeli iz enega portala, ki mu rečemo enotna vstopna točka za založnike. In takrat smo tudi prišli do nekih spoznanj, ki jih v bistvu predvsem mi v tehničnem delu, pa tudi marsikdo v drugem delu, mislim, da v NUK-u, v tej neki obdelavi, katalogizaciji in tako dalje, v bistvu ni niti veliko razmišljal ali pa enostavno se ne srečuje dnevno s temi nalogami. In smo vse te njihove zahteve, želje, pričakovanja od te platforme združili v dodatni modul, ki mu rečemo še zmeraj delovna verzija modula je založniški podatki. Takrat smo v bistvu zvedeli malo več o tem, kar smo samo nekaj slišali pred tem, in sicer o tem, da si v tej verigi založniki, distributerji, knjigotržci, knjigarne in vsi nekako, ki sodelujejo bolj ali manj pri prodaji knjig,
izmenjujejo podatke v nekih posebnih formatih in tudi za klasifikacijo uporabljajo neke druge mednarodne standarde. Takrat smo v bistvu tudi nekako zvedeli, da obstaja klasifikacija Thema, ki je v bistvu nekako povezana z podajanjem metapodatkovnih datotek, ki se jih knjigarne in distributerji izmenjujejo med seboj, in format, v katerem večina tega softvera, programske opreme za spremljanje založnikove baze podatkov poteka v Onyx datotečnem formatu. Seveda to takrat pač je za nas bilo nekaj čist novega, mi smo imeli že nekaj izkušenj z Comarcom, z UDK-jem, pa smo približno predvidevali, v katero smer mora iti, ampak smo takrat v bistvu na veliko nekako odprli to poglavje in počasi tudi pridobili neka znanja oziroma nekaj podatkov o vsemu skupaj. Se pravi, eno od tega, kar je v Onyx meta podatkih v formatu, je tudi ta klasifikacija Thema, ki je v bistvu podpora prodaji knjig, distribuciji knjig in je predvsem vsebinski opis knjig. Tukaj je tudi v bistvu za tem stoji združenje Editor in s temi gospod Graham Bell in sodelavci smo v bistvu stopili nekako v stik, ugotovili, da čeprav to naši založniki uporabljajo, pa slovenščine ni med jeziki, v kateri je ta klasifikacija prevedena, in tudi vmesnik, ki ga vidite, ki je tudi na tem naslovu, jaz ne bom kazal teh URL-jev, so pa v tej prezentaciji, pa za vse tiste, ki jih bo to zanimalo, potem lahko tudi pogledajo. Gre pa za večjezično klasifikacijo od leta 2013, neke različice se razvijajo naprej in so tudi nekako kompatibilne za nazaj sam razvoj. Mi smo potem v bistvu nekako iskali znotraj tega projekta možnost prevajanja tega, možnost prevajalca, dobiti prevajalca. Nekaj težav smo imeli sicer pri tem, ampak na koncu smo v bistvu dobili neko profesionalno prevajalko, ki je z nekaj izkušenj tudi na tem področju, sicer bolj z izkušnjami iz prevajanja programske opreme, se pravi softvera, pa različnih vmesnikov za programska orodja, pretočne vsebine in podobnih pač nalog. Zdaj, sama ta mednarodna klasifikacija vsebuje približno 3000 predmetnih kategorij. Večina jezikov, razen angleščine, so prevedeni nekako do 3. nivoja. Gre za vsebinsko, se pravi, klasifikacijo in je pa recimo v primerjavi z UDK-jem mogoče tukaj veliko več svobode za neke lokalne posebnosti, sicer tudi UDK-ju ne poznam zadosti, da bi lahko o tem govoril, ampak v vsakem primeru Thema ima tudi svoje lokalne specifike in če tukaj gre, se pravi, za to opis knjig v nekem mednarodnem založniškem okolju, kjer knjigarne v bistvu nekako klasificirajo knjige in jih nekako umeščajo v fizični prostor knjigarne in ne knjižnice, kakor pri UDK-jih, je tukaj veliko svobode pri teh nekih lokalnih oznakah, tako da v bistvu mi smo poleg tega, da smo dodali neke te prve 3 nivoje v tej strukturi, dodali tudi neke že zdaj v bistvu neke posebnosti, specifike Slovenije in slovenskega prostora. Tukaj pa seveda s tem, da smo stopili z njimi v stik in nekako odprli to vse skupaj, pač ta proces, smo tudi prišli do tega, da v bistvu nekako smo ali bomo še naredili neko skupnost, ki bo tudi
širila naprej te prevode, predvsem v tistem delu, kjer so specifike Slovenije. In tukaj je veliko nekega prostora in jaz računam, da tudi znotraj novega portala, kjer bo tudi ta vmesnik viden, bo tudi možnost predvsem za tiste, ki bodo to uporabljali, založnike in distributerje in druge, možnost tudi, da sami predlagajo neke vsebine, kjer bi potem v bistvu neke specifike Slovenije lahko dodali v to klasifikacijo. Zdaj, ko smo se tudi pogovarjali o tej predstavitvi, kako to predstaviti knjižničarjem in oziroma nekomu, ki je domač v UDK-jih, v Komarku in podobnih formatih, je tudi so z editora rekli, še zmeraj najbolj nekako pride v poštev primerjava. In praktičen primer, in to je na zaslonu zdaj praktičen primer, kako se v bistvu v konkretnem primeru Zvitorepec in ostali, Miki Muster, umesti v to klasifikacijo. Se pravi, tukaj po eni strani UDK, upam, da smo ga pravilno postavili, to bojo naši vedeli veliko bolj kot jaz, ampak je tudi zraven, kako se v temo dodajo klasifikacije. Zdaj, ena stvar, ki je pa bila pri tem in ki nas tudi čaka v nadaljnjem razvoju tega portala, je, da v bistvu ni neke enolične povezave ne med UDK in Temo, ne med Komarkom in Onyxom, kar v bistvu tako kar konkretno oteži kakršnokoli mapiranje podatkov iz enega formata v drugi oziroma iz ene klasifikacije v drugo, tako da v bistvu mi smo se nekako rekli, da bomo tudi znotraj našega portala zožili in prevode klasifikacije in uporabo Onyxa, ker Onyx, kar boste zdaj videli na naslednjem slajdu, to je recimo neka primerjava med Komarkom in Onyxom. Komark je dosti bolj rigiden, specifičen in so velike, tako pač se točno ve, kam grejo, kakšni podatki. Onyx mogoče malo manj, ampak hkrati Onyx ima pa veliko, to zdaj ne vem točno koliko ima Komark, ampak Onyx ima kar par tisoč v bistvu možnih polj in za začetek smo se v bistvu omejili na tisto, kar založniki pravijo, da bojo uporabljali, to je nekih približno 40-50 XML elementov oziroma polj. Kot rečeno, pač ta povezava med enim in drugim formatom, med eno in drugo klasifikacijo je nekaj, kar nas v bistvu nekako pač še čaka, da bomo izpeljali na praktičnih primerih, ker tukaj so v bistvu, po eni strani imamo naše katalogizatorje, ki kar dobro vejo, kaj sodi kam, po drugi strani so pa Onyx in Temo bolj uporabljajo založniki, kjer pa je malo manj teh specifik, ampak jaz mislim, da bomo na koncu prišli do neke možnosti uporabe tega, kar oni imajo že pri sebi v neki programski opremi, ki jo že uporabljajo, da bodo te podatki ponovno uporabljeni na tem našem novem portalu za založnike. Je to sicer nekaj, kar nas še čaka, pa tudi to, da te povezave, recimo en Komark zapis ne pomeni nujno en Onyx zapis, ampak mislim, da se bo tudi dalo vsaj del tega, kar oni že imajo v svoji programski opremi, ki je namenjena bolj ali manj izvozu in uvozu podatkov za neke večje sisteme v Sloveniji ali pa za Amazon in podobno, kjer se je pač ista knjiga prodajati pri nas in v tujini. Nekako skupaj z njimi bomo prišli tudi do tega, da bodo te podatke lahko uporabljali tudi v bistvu že pri oddaji zahtevka za CIP. Zdaj, kako je točno kaj smo točno vse naredili, tukaj na slajdu je tudi nekaj povezav, kako to v bistvu zdaj izgleda, ko je slovenski prevod del tega vmesnika na spletni strani. Pripravili smo prevod same klasifikacije, spremljajoče dokumentacije. Spremljajoče dokumentacije tukaj v bistvu pomeni, da ne glede na to, da mogoče ta struktura ni toliko rigidna, kakor UDK, pa vseeno obstajajo neka pravila. Recimo eno najbolj osnovnih pravil je, da če si uporabil neko klasifikacijo v nižji hierarhiji, v strukturi,
tričrkovno, recimo ne uporabljaš isto to dvočrkovno ali enočrkovno. Če je A, B, C, potem tudi ni A, B, ni A in tako dalje. Postavili smo se pravi vmesnik in vključili smo v razvoj portala e-knjiga oziroma tudi ta prevod bo tudi znotraj portala in tudi za založnike možnost administriranja, popravljanja teh prevodov ali pa predlaganja novih klasifikacij. Kaj smo s tem točno dobili, v bistvu založniki, upam, da bojo en dan lahko uporabljali te podatke, ki jih imajo za prodajo pri osnutkih za CIP zahteve ali pa obratno in da bojo tudi s tem lažje si te podatke tudi med seboj, v bistvu med knjigarnami, med distributerji naprej izmenjavali. Tukaj je tudi pač nekaj, kar pričakujemo, da mogoče pač tudi pride v poštev tudi za knjižnice, da bojo v bistvu ali pa za izdelavo kataloga, da bojo nekako te podatki bolj usklajeni oziroma da bo manj nekega dodatnega usklajevanja teh podatkov, ki jih založniki uporabljajo predvsem za te svoje distribucijske verige. Tako da to je to, za vse tiste, ki bi v bistvu radi vedeli kaj več o tem, je tudi na spletni strani Editor, je tudi neka krajša videoprezentacija, kako se pripravljajo pravilno in podatki v temi in podatki v Onyxu, ker to združenje v bistvu razvija oboje, in Onyx in temo kot klasifikacijo in Onyx kot datotečni format, zelo kvalitetna navodila, tudi nam so prišla prav v razvoju tega modula, predvsem v tistem delu, ki razlaga, kako se gradi Onyx, pa tudi v delu, ki ni enolično in ni v bistvu nekako primarni namen pač mapiranje iz Onyxa v Comarch oziroma v Mark 21. Hvala za pozornost, moj mail, če bi vas karkoli pač še dodatno zanimalo ali o tem, ali na splošno o projektu e-knjiga, kaj počnemo, kaj bomo počeli tudi po koncu, se pravi uradnemu koncu projekta, ker v bistvu mi pravimo, da 1.8. bomo naredili uporabno aplikacijo, od tu naprej pa bomo jo začeli uporabljati in razvijati po nekih zahtevah, ki bojo prihajale iz različnih strani in bomo tudi v bistvu veliko več vedeli o tem, kaj smo sploh v zadnjem letu naredili, enkrat, ko bomo imeli v praksi. Tudi nekaj integracij dodatnih bo znotraj tega portala in jaz verjamem, da bomo v bistvu o tem še veliko govorili, predvsem upam v tem smislu, kako smo to dobro naredili, modularno, možnost povezovanja z ostalimi servisi, znotraj NUK-a, drugimi servisi, o tem bo nekaj tudi pač v prihodnjih dneh besed. Pustimo se presenetiti. Hvala.